Čeprav je Kitajska vsaj na videz nekoliko omilila pogled na trgovinski spor z Združenimi državami Amerike, se ne bo predala nasprotniku. Sporočili so, da Kitajska ne bo oklevala v sporu z uvoznimi dajatvami. Predsednik Xi Jinping je sicer sklenil, da bo znižal uvozne dajatve za nekatero blago, na primer avtomobile. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v tvitu odgovoril, da je hvaležen za prijazne besede o tarifah in dostopu za ameriške avtomobilske proizvajalce, pa tudi o njegovem razsvetljenju o vprašanjih intelektualne lastnine. Zavajajoče bi bilo sicer reči, da je Xijeva obljuba ta teden postala koncesija Združenim državam, je poudaril predstavnik Ministrstva za trgovino Gao Feng na rednem novinarskem sestanku v Pekingu. Trump je v ponedeljek Kitajsko kritiziral zaradi ohranjanja 25% uvozne tarife na avtomobilih v primerjavi z 2,5% dajatvami Združenih držav, ki takšno zvezo s Kitajsko ne imenujejo kot prosto trgovino, temveč neumno trgovino. Gao je dejal, da ni smiselno zahtevati, da so tarife popolnoma enake za obe strani in da v dvostranskih odnosih po pravilih Svetovne trgovinske organizacije ni potrebe po izravnavi tarif. Makedonska vlada je prenesla včerajšnje parlamentarno glasovanje o nezaupnici, ki jo je opozicijska stranka vložila v zvezi z reševanjem odnosov z Grčijo in Bolgarijo. Glasovanje je bilo videti kot preizkus reformnega programa makedonskega premijeja Zorana Zaeva in politike izboljšanja odnosov z obema sosedama kot korakom k pridružitvi Evropski uniji in zvezi NATO. Stranka, ki je vložila predlog o nezaupnici, trdi, da je sporazum o prijateljstvu z Bolgarijo, ki je bil ratificiran januarja, škodljiv in obtožila vlado, da v pogovorih z Grčijo ni rešila dolgotrajnega spora glede uporabe imena Makedonije. Vlado Zajeva so tudi obtožili, da ni izpolnila volilnih obljub o izboljšanju gospodarstva, reformiranju sodstva in zagotavljanju svobode medijev. V Parizu so dali na dražbo dva velikanska fosila dinozavra, ocenjena za več kot milijon evrov. Predstavili so fosil mladega alozaurusa, ki meri 3,8 metra. Živel je pred 140 milijoni let, njegova vrsta pa je bila ena bolj razširjenih in znanih vrst dinozavrov na svetu. Njegovo okostje je ohranjeno v 60%, preostanek pa so rekonstruirali 3 strokovnjaki, ki so 6 mesecev delali, da so lahko obnovili kosti in nadomestili manjkajoče kose. Poleg alozaurusa so prodali tudi 12-metrski fosil diplodocusa, ki ga je rekonstruirala ekipa italijanskih paleontologov. Ta fosil so prodali za 1,18 milijona evrov.